Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes smo trijem, verjetno naše goste danes ni potrebno posebej predstavljati, sicer pa bo tema kot rečemo po domače. In sicer o smrti bomo govorili, pač o neki smrti, ki je tudi del življenja, verjetno nas je vseeno malo strah, in razmišljamo o tem, predvsem tisti, ki smo že nekoliko starejši, kako bo to izgledalo, kako se bomo poslovili, ali bo to naenkrat, ali bo to trajalo, ali je boleče, ali ni boleče, ali bomo samo mirno zaspali in se poslovili od sveta. Zadevo sicer lahko ne samo, da vzamemo življenjsko, lahko jo vzamemo tudi kot neko odrešitev. In smrt bo odrešitev tudi za Alenko Čurin Janžekovič, ki je naša današnja gostja, z nami je tudi njen mož Marjan Janžekovič. Verjetno že veste vse, tako o Alenki kot o Marjanu, veliko ste najbrž že slišali, prebrali, tako da bomo naš pogovor nekoliko danes obrnili, tako da bo nekoliko bolj vesel, če lahko tako rečem. Alenka, junakinja naša, pozdravljena. Živijo moji dobri prijatelji. Tudi tebi, Marjan, voščimo dober dan. Oziroma, kaj ne rečem, nasmejana sta, ne? Je to pričakovanje, je to kakšna čustva, recimo, konkretno Alenka tebe trenutno navdajajo? Jaz, če sem iskrena, mož to ve, se ne bo jokal, komaj čakam, da je konec. In to predvsem iz tega razloga, kaj ti. Zdaj postaja malo postaja, kako bi rekla, napeto. Midva sva se en čas pred tem že lepo umirila, sva veliko debatirala, ni bilo nobenih problemov, zdaj pa ne bom rekla, da ste ravno mediji tisti, ki ste krivi, da se dogajajo malo stresni trenutki, ampak ja, vedno, ko je treba, kaj bi zdaj rekel, ko se nekdo se ti tako lepo napove, pa te tako lepo prosi, pa to bi še, pa ono še bi, pa tak bi še, Potem pač Alenka reče najprej, danes sem slabe volje, jutri me pokličite, Pa jutri pokliče, je kaj, Alenka, da ve reči, Pa pač potem reče, ja, se lahko zmenimo. Ja, in potem ste dan na vratah. Na vratah ljudje, pa glej, jaz po eni strani se z Marjanom oba veseliva, kajti še vedno sva istega mnenja, da s to knjigo širiva tudi nekaj dobrega za Slovence, torej poskušamo pomagati pri tem, da bi se zakon, ki govori pri nas o tej pomoči pri smrti, končno preselil v tiste prave pisarne, kjer odločajo o tem, Meni osebno bi bilo to največje zadovoljstvo, če bi se to zgodilo, glej, pa tudi če že takrat, ko bom v Švici, pa zvem, to pa je, ampak lari fari, enkrat se bo. No, kakorkoli, pripravljena si, vse si pripravila, ta ihta sedaj okrog tega odhoda, očitno glede na vso to medijski rompompom okrog tvojega odhoda v Švico, te vznemirja, ampak še bolj pa verjetno nas, gledalce in vsi tisti, ki torej sledimo ta dogajanja, vznemirja, se ti ne zdi tako? Glej,
vznemirja naju z Marjanom toliko, koliko si pač dovolimo se v tistem trenutku vznemiriti, ne. Midva veva, da pač naju tu čaka, in zato jaz pravim, je potrebno, da se to čim prej konča, ne. Kajti ta priprava zdaj že teče malo predolgo, ne, in potem mogoče, ja, ljudje so zanimivi, glej, eni ti govorijo o tem, da itak ne bo nikdar šla, samo hoče spodbujati, hoče biti, da jo ljudje gledajo, ne, ali pa da naju gledajo, drugi ne morejo verjeti, zakaj jaz zdaj to grem, če pa tako dobro izgledam, ne. Ja, sem rekla, kaj zdaj mislite s tem dobro izgledam, da sem se toliko zredila, to dobro izgledate, ne. Malo kdo pa ve, da dejansko za tem telesom se dogajajo drugačne stvari, da je moje telo mnogo starejše, kot se izračuna, ne. Če vemo datum rojstva, pa glej, jaz ga ne skrivam, sem tista generacija Titova 1957 s jugoslovanskimi pesmimi, nič mi ni manjkalo. Tisti, ki pa jim je kaj manjkalo v našem obdobju, ne rečem prej, tisti, ki pa jim je v tistem času kaj manjkalo, pa mislim, da so si krivi sami. Tako, v glavnem gledaš na preteklost kot na neko svetlo, veliko se ti je dogajalo, ne, vsi te, vsaj v Ormožu, ne, in okolici, te vsi zelo dobro poznamo, tudi nekaj posnetkov bomo pokazali vmes, ko si bila še zborovodkinja in ravnateljica in tako dalje, ne, tako da si bomo malo lahko predstavljali, ampak dejansko, Alenka, ne, ti misliš, da je to, kako naj rečem, da si to zmišljujemo, ampak dejansko dobro izgledaš, ne? Urediš se, frizura, šminka, verižica, ne, glej, nohti, ne, Marjan, kaj pravite? Kaj pravite? Moja žena je vedno dobro izgledala. Že od takrat, ko sem jo prvič videl, prvič srečal pred 41 leti, če ne bi v mojih očeh tako izgledala, kot je, potem midva najbrž ne bi zdaj skupaj tu sedela. Tako. Sam veš, nisem pa imela tako našminkanih nohtov. Kdaj? Takrat, pred 41 No, si s tem navadnim lakom, ne, si najbrž imela. Ne vem, če sem takrat imela že. Je mogoče pa, glej, ja. No, v glavnem, Danom je bilo zelo dobro poznati tvojo sestro Nevenko, ne, brez spomina nanjo seveda najin pogovor ne steče. In zelo dobro vem, ne, Čurinke ste trmaste. Marjan, vi boste to vedeli najbolj dobro povedati, ha? So, ne? Ja, so. In vem tudi, da kaj si utepete v glavo, ne, to boste izpeljale do konca, tako da me nič ne čudi, ne, tvoj odhod v Švico. Ja, čisto lepo si povedala, točno tako je. Je še kaj za dodati? Pri vsem, karkoli je že bilo, če mi ni uspelo pač naravnost, ne, ali pa če nama ni uspelo naravnost, sva pač šle po ovinkih, ampak konec je bil takšen, kot sva si ga midve zamislile. Ja, in tudi tokrat je konec takšen, zdaj pa ne bom rekla, kot sem si ga jaz zamislila, ampak kot sva že z Neno načrtovali in kot sva potem z Marjanom prišla do spoznanja, da ja,
Ni vredno ležati na postelji pa čakati na, kdo te bo vzel. No, recimo, Alenka, si ti sedaj zamišljaš, predstavljaš, oziroma da te vprašam drugače. Ti ne bo žal oditi, recimo, in zapustiti vse svoje, ki si jih imela rada in ki imajo seveda tebe radi. Razmišljaš o tem? Glej, jaz pač mislim tako. Če se ljudje imamo radi, si to izkazujemo vsak dan. Pa tudi, če nismo vsak dan skupaj, ampak v mislih smo zagotovo. In ta ljubezen ostane. Te ljubezni ti ne more vzeti nihče. In zdaj, ko se jaz poslavljam, recimo, da se poslavljam, ne. Moja Nataša je napisala, to je samo pot, ne. Jaz nič ne obžalujem, zdi se mi, da sem, tako kot sem že večkrat povedala, da sem zase, za učence, za učitelje, za starše, za vse moje drage dala vse, kar sem zmogla in znala. In ni mi žal za čisto nič na svetu. In nikdar jaz sem prepričana, da nimam, ni prepričana, jaz to čutim, jaz to vem, da jaz na tem svetu več nimam kaj početi. Razen, da bi se, zdaj pa jaz žrtvovala, pa bi rekla, Marjan, ker boš ti zdaj tak bogi, ne, ker ne boš mogel spati in bla, 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 bom jaz tu ob tebi na postelji čakala še tistih tvojih 10-15 let, koliko si pač želiš živeti, ne. Ampak od tega ne bo imel nobeden čisto nič. Če ne moreš spati, boš pač vzel tableto, da boš zaspal, ne. Če ti ena ne pomaga, boš pač vzel dve, pa boš še malo dalj časa spal. Jaz pa nimam več, moje telo pa je moja duša, moje srce, to so tisti organi, ki nam dajejo, pa seveda ti hormoni, ki nam pač dajejo neko voljo do življenja, do tega, da bi še kaj počel. Te stvari so se pri meni izpraznile, zdaj pa zares izpraznile. Ni jih moč več napolniti. In si mislim, zdaj pa pač Alenka, bodi egoistka, v vseh knjigah svetujejo. Pa ne samo za ženske, tudi za moške. Najprej moraš poskrbeti zase, ne. No in končno je prišel čas, da bom pa zdaj jaz enkrat res poskrbela zase in sem egoistka, priznam, ampak ne obžalujem tega egoizma. In menim, da bom pravzaprav mojim dragim, tako Marjanu kot Nataši, vnukoma, zetu, nekako čez čas bodo ugotovili, da sem jim pravzaprav olajšala življenje. Kajti jaz vem, da bo tisti trenutek boleč, ko bom jaz zaspala. Ampak že s tistim trenutkom se bodo začele počasi umirjati te bolečine. Jaz sem prepričana,
da Marjanova hčerka, vsi pravzaprav njegovi, saj jih nima več dosti, ampak vseeno, da bodo poskrbeli, da bodo preveč skrbeli za njega, ne? Da se bo že včasih mogel malo zlagati, kak je zaseden, ne? Da tega ne more. Pa verjamem in tudi danes tu pred kamerami povem, da sem Marjanu skoraj zapovedala, da če želi živeti, da potem pa naj res živi. Naj si res, on bi rad plesal. Problem je dobiti žensko, ki bi šla plesati, ne? Jaz mu jo pomagam iskati, ampak vse še nisva bila uspešna. Bomo dali še malo EPP-ja, ne, vmes, da najdemo kakšno Vormožu, ki bi plesala. Jaz pa res si želim miru in da me ni več. Se pravi zaspati, kot zvečer zaspiš. Ja, jaz na vse zadnje, glej, tudi z takšno mislijo, pravzaprav grem v Dignitas, grem k zdravniku, ki mi bo pomagal in to je to. Pomagal mi bo. No, ko smo utrujeni, gremo spat in zaspimo, ne? Je to to? No, želim pa tukaj dodati še to, da pravzaprav nisi egoistična, kot praviš, ne? S tem verjamem, da je veliko ljubezni do Marjana in do tvojih, kajti dejansko bodo ene velike skrbi, oprosti, no, da tako to rečem, ampak ene velike skrbi bodo olajšani verjetno in tako kot praviš, da mu še privoščiš, da zapleše v teku svojega življenja, ne, morda bomo s tem to omogočeno. Ja. Nisi egoistična, Alenka. Hvala. To bi redko kdo rekel, glej, tu sva samo midve. No, po drugi strani pa tudi Marjan, ne, ker to recimo ta odnos in to sprejemanje tega dejstva, ne, ki je dejansko za vse nas ostale zelo žalostno, je tudi velika ljubezen, ne. Najbrž vam je jasno, da bo ta smrt, torej ta odhod za Alenko rešitev. Ja, za njo rešitev, zame pa, kako sem rekel že prej, zablokitev. Praznina. Ja, Blokada. dobesedno. Jaz sem v takem velikem, že dolgo, velikem stresu, neprekinjeno. Veš? Celi kup stvari se mi pojavlja, vprašanj, kaj je to, kako to, ne? Kaj bom, ko se bom pobiral, potem spet nazaj na noge, koliko časa bom rabil, da se bom pobral, če se bom, ko se bom, ne vem. Hčerka mi pravi, da ja, da ne bo nikakih problemov, takih ali takih, tudi kolegica tu pa tam mi katera isto reče. Sem bil včeraj pri eni, sem jo hodil prositi, potrebujem njeno pomoč, grem drugi teden na en taki neprijeten poseg v Maribor bolnico in za domov peljati potem, ne. Nobenih problemov, grem, službo si bom zamenjala, je rekla, Marjan, peljala te bom, ampak od doma, ne, ker sem rekel, jaz bi se sem pripeljal na dvorišče k tebi, pa potem tu presedem v tvoj, ne, doma te bom pobrala in doma te bom odložila. No, želite torej povedati, da verjamete, da vam bodo ljudje pomagali, ne tako psihično, kot tudi fizično. Doživljam to vprašanje, obljube, potrditve,
ne, da če karkoli potrebujem, če bom karkoli rabil, naj povem. Vedno, ko odhajajo od naju, pa vsak dan imamo kakšne obiske, ali znance, ali pa novinarje, skoraj vsak dan, ampak vsi mi pri odhodu, ko grem z njimi na parkirišče se poslavljati, pa mi na koncu rečejo, tudi novinar mi je rekel, Marjan, če boš karkoli rabil, povej, pokliči, mi ti bomo pomagali. Ne? Ja, govoriti se da lažje, marsikaj se lažje pove, ampak dejstva so pa neštetokrat drugačna. Ja, no, karkoli bi sedaj, kakorkoli bi to komentirala, vem, da težko si je sploh vse skupaj to predstavljati, ampak Alenka, kako si zamišljaš ti tisti trenutek, no? Da boš torej zaspala, praviš? No, zdaj, če lahko malo še rečem. Midva z Marjanom imava srečo, da imamo zelo dobro zdravnico, ki pozna celo najino situacijo, pa ne samo to, tudi druge. In če bodo že vsi drugi pozabili, ona zagotovo ne bo. Ne? In to je meni veliko zadovoljstvo, ker vem, da ima ob sebi človeka z izkušnjami in mu že zdaj pomaga in je to meni krasno. Ja, vsi, ki zdaj pravijo, da bodo, zagotovo ne bodo ostali. Ampak, če bosta ostala dva, je čisto dovolj. In tista dva pristna, res iskrena, pa potem še otroci, ma vrh kape boš jih imel. Tako da verjamem, Marjan, ja, dekline tam mojo rade. Prisegam na dekline. Alenka, odkot pa pravzaprav tebi še vedno ta smisel za humor, ne? Ko sem te zagledala v avtu, si bila nasmejana, smo se pošalili, ne? Tudi ob prvem tem kontaktu danes, tudi sicer, ko sem te srečevala, nikoli ti ni zmanjkalo smisla za humor. Glej, če nisem nasmejana, potem običajno kovnem, ne. Ja, to je sprostitveni ventil. In potem se zopet nasmejana. No, pa če se zdaj vrnemo, ne vem, Karla, ne vem odkot. Ne vem odkot, ampak mogoče je res to, da sem človek, ki rada govorim, rada podajam svoja spoznanja ali v medije, ali nekoč, ko sem še pisala kakšne članke za katerekoli časopise in tako dalje. To je pravzaprav, bom rekla, moj poklic, ne. Danes pa, glej, če se nečesa veseliš, in jaz se tega res veselim, ker verjamem, da bo vse tisto, kar me zdaj obremenjuje, odpadlo. In potem, kaj bom zdaj jokala? Sem pač vesela. No, in da zdaj preidemo na Švico. Glej, oni imajo svoj protokol, ki ga zdaj že vsi poznamo, ne, smo seznanjeni z njim. Torej, običajno potekajo te stvari ob koncu tedna. V
soboto imam prvi pogovor z zdravnikom, zraven so lahko vsi, nobene skrivnosti. Takrat se bom najbrž tudi nasmejala. Čeravno angleški ne vem, pa bodo mi že toliko prevedli, da bom vedela tudi jaz kaj nazaj smešnega povedati. Upam, da ne boš preklinjala. Poglej, se če me ne razumejo, bo lahko. No, da bom v Sloveniji ne bom delala sramote, oprosti, no. Torej prvi pogovor. Potem je nedelja, drugi pogovor z zdravnikom. Zdaj, jaz nisem z nobenim govorila, ki je bil tam, oziroma sem z eno hčerko, ki je peljala tja svojo mamo, ampak mi ni takšnih podrobnosti, pač nisva govorili. Pač jaz si predstavljam to tako, da oni takrat tebe poskušajo prepričati, da pa mogoče pa še ni čas, ne, pa si premislite še malo, pa se še imate, gledajte, tako dobro zgledate, ne bi še malo ostali. Mislim, ja, v takšnem smislu mislim, da bo ta pogovor tekel. No in potem tretji dan, ne, če si pač vztrajen, jaz pač to upam, da se ne bo reklo tisto zarečenega kruha, se ne več poje. Da bom torej v ponedeljek. To se dogaja zdaj vse, zdravnik pride k tebi v hotel. Oni imajo pač določene hotele, kjer te obiščejo in ja, res ne rabiš hoditi prej v to njihovo zgradbo, ne. No in v ponedeljek pa je potem ja dejansko ta konec, ne. Takrat pa je v bistvu itak mi vse že vemo, ne, to so nam že vse naprej povedali, kako in kaj in Pol urice, med 10 pa 10:30. ja. In glej, jaz poznam, jaz z videa poznamo to sobo, kako izgleda, polovica sobe je recimo bolniške, polovico je urejeno tako, ne, bidermajer, lep kavč in bla, bla, bla. Ampak ker sem pač jaz vajena bolniške postelje, sem takoj, ko sem jo zagledala, rekla, a jaz pa bom tam, ker mi je tam bolj udobno. Ja, in potem ostaneta z tabo dva njihova človeka, ki ti pač prinese najprej, si predstavljam eden, no, ali pa oba skupaj, kaj pa jaz vem. Najprej pač dobiš eno stvar za pomiritev želodca, pa da vse zadnje celotnega telesa, ne. Da ne bi želodec zavrnil potem tistega koktajla, ki se ga jaz tako veselim, ne. Očitno ne bo tako dober, ne, kot, ja, ampak bo. No, ja, mislim, da malo več, ja. In potem pač tisto spiješ tako kot, kaj jaz vem, 100-krat sem spila to, ne to, ne, ampak kaj podobnega, ne, ja.
zdravilo ali kar, ja, pač v zvezi s tem, s kakšnim slikanjem, veš, ko moraš piti kontrast, pa ne, tisto ti brizgajo. Ne vem, zakaj že moraš piti tisto vapto prokleto. Pa spiješ, ne? Glej, zato jaz upam, da mi res telo ne bo nagajalo. Bom ga zdaj prepričevala še te dneve, da naj se lepo obnaša, ne? Ker bo drugače, ne vem, kaj bi bilo z njim, z moje strani. No, in potem popiješ tisto. In tako kot je Marjan rekel, vse skupaj nekje traja tam pol ure in se lepo počasi poslavljaš, počasi zaspiš. Se spiš, ja. Zadnje pol urce, ko se bova držala za roke, do zadnjega diha njenega. Ja, To je dovoljeno, tako, potem pa ni pa več dovoljeno kakšno snemanje, slikanje in nekaj podobnega. No, v glavnem, Alenka, zdi se, ne glede na to, da si res oblegana strani medijev sedaj zadnje dni, ne, in ko tako poslušamo te tvoje izjave, imamo občutek, kot da se opravičuješ. Zakaj? Kako to misliš? Zakaj greš, zakaj si se odločila, zakaj? Imam občutek, da te vsi sprašujejo seveda zakaj in ti kot da se opravičuješ. Ja, hvala, da si mi to povedala, no. Vsaj mogoče, glej, je opravičevanje tudi to, kar sem danes rekla, da sem egoistka, ne. Jaz pač kot človek veš, da nerada ali pa skoraj ne zmorem reči ne. In mogoče to res vse skupaj izgleda tako, da se jaz opravičujem, da pač odhajam, ampak glej, navsezadnje jaz, če se že bi mogla komu opravičiti, bi se mojemu možu, njemu, vse itak na poseben način človek mora, pa ne, midva sva pač čutiva, da sva eno in da morava podpirati en drugega, no zdaj pač te moje podpore več ne bo, ne. Čeravno bo, ne, glej, če se nekdo ima rad, tako kot so že prej rekli, se čuti in ta povezanost ostane tudi takrat, ko te v fizični obliki več ni, ne. In ne vem, z druge strani pa jaz ne vem, komu bi se morala opravičevati, če pa to tako zveni, bom se zamislila zdaj, ko bom naslednjič morda je bilo to neumestno vprašanje, ampak se mi zdi, da je kar, ne, malo boš razmišljala o tem. No, pa morda še o tvojem stanju trenutno fizičnem, psihičnem, kot vidimo, si stabilna. Ja, Prepričana? stabilna sem na vozičku. Psihično sem rekla. Pardon, sem te preslišala. No, kakšno je tvoje, recimo, kje si zdravljen? Jaz sem, ali pa midva sva, to mlevala, tako da sva premlela, ne. In jaz ne vem, kaj naj še drugo rečem. Pač
Ne sprašujem te o stanju tvojem, recimo, ne psihičnem, včasih- sedaj o fizičnem, recimo, včasih kar se ja. tiče bolečin in tega. Razumem, ja. No dobro, glej, jaz zelo redko kdaj govorim, pa tudi ne vem, kaj, je zelo redko kdaj govorila o bolečinah, ne. Nikoli. Pa si jo videl, da itak, ja, ampak bolečin ni, ne. Tudi jaz o bolečinah pravzaprav zelo malo govorim, jih pa preklinjam, ne, sem to doma. Tudi v knjigi me včasih kdo sprašuje, pa kaj te ti imaš, kaj te tebi sploh, jaz se pa v knjigi tudi skoraj nič ne piše o tvojih bolečinah. Ja, ne piše zato, ker sem jaz res, kako bi rekla, posvojila tisto grozno misel, ki me je najprej ziritirala do konca, ko mi je zdravnik rekel, boš se morala naučiti živeti z boleznijo, ne. Ampak nazadnje pa, ko samo ugotoviš, da drugače pač ne gre, ali pač sediš tam v kotu pa jamraš, ali pa pač si življenje napraviš takšno, kot ga zmoreš in želiš živeti. Tudi psiha je enako. Mene, torej, moja psiha ni nič bolj zmedena ali kakorkoli naravnana na žalost ali pa na ne vem kaj. Je pa res, da pa počasi, in to mogoče nezavedno, počasi me ona odklaplja od stvari. To pomeni, zdaj tako čisto preprosto rečeno, nimam več želje brati, pa televizijo ali tako redko gledava. Zdaj še mogoče samo kakšen koncert pogledava. Najbolj opazim recimo to psihično zavoro pri tem, ko je treba še napisati kakšen dopis, pa tisto se mi zdi, da delam v nedogled, ne. Tisti dopis, ki sem ga včasih napisala v 5 minutah, ga zdaj pišem pol dneva, ne. Zato, ker enostavno resnično možgani so že v stanju, ko več niso pripravljeni delati, ne. In ni pa to zdaj to, da bi zdaj jaz to objokovala, ali pa da bi mi bilo žal, zdaj pa bi še mogla ono napraviti, pa ono, pa ne, jaz, tako kot sem ti povedala, jaz sem napravila svoje. Jaz odhajam mirne vesti, nimam več kaj početi tukaj, nič me več ne more tako pritegniti, da bi še rekla, Alenka, zdaj pa še ostani. Me je zadnjič ena kolegica hecala, je rekla, kaj pa če bi se ti zdaj zaljubila? Kaj pa bi bilo takrat? Zaljublja. Kaj zdaj govorim? Zaljublja. To ni dobro. Ja, dobre. A dobre? Zaljubila, no. Zaljubila, pardon, no, da malo popravim slovenščino. Če bi se jaz zdaj zaljubila, ja, sem rekla, potem bi pa bila zelo, zelo izbirčna in najbrž tiste ljubezni, da bi daš. Moja ljubezen je ob meni. Stala pri stari. Ja, pri stari ljubezni. In tako da, glej,
tako kot se človek odloči, tako je, ne. In tako se moje celo telo počasi odloča, počasi spreminja v nič takšnega, da bi bolelo, to zdaj mislim bolelo v smislu žalosti in joka in ne vem česa. Ne. Moja psiha me pelje čisto tam, kamor si jaz želim, in verjamem, da me bo pripeljala na pravi kraj, v pravo ambulanto, k pravim ljudem. In to je to. Kjer boš mirno zaspala. Ja. Alenka, hvala lepa, da si s temi zadnjimi atomi, najbrž ali kakorkoli naj rečem, vseeno vzela čas torej in prišla na pogovor. Marjan, hvala lepa tudi tebi, želimo ti veliko poguma. Ja, ga bom potreboval. Tudi zdravja, zdravega razuma. Tudi. Alenka, tebi vsega. pa srečno pot. Papa, V večnost. se vidimo med zvezdami. Nekoč. Ampak, poglej, ne bi bili z Goric doma, Tako je? če ne bi zdaj mi malo kupice vzeli v roke, ne? Še lahko nekaj dodam. Izvoli. Namreč Alenka ne bo tako v takem smislu, ko večina ljudi umrejo, pokop, nekaj časa žaluješ, potem pa počasi pozabljaš. Midva bova povezana skupaj, kar nas skupaj, dokler bom jaz na nogah, dokler bom živ. Kaj, na kakšen način in kako, to te bom pa čez nekaj mesecev lahko povedal in pokazal. O tem zdaj ne govorim nobenih podrobnosti, vendar bo tako, vedno bo z mano. Ne Ti je že napovedal, da ga moraš povabiti na naslednji pogovor. take fizične obliki, vendar z mano bo. Tako da me tudi to pomirja. Delno. Hologramsko. Ja. Ja. Prijatelji, dobre kapljice, s tem se poslavljamo in si nazdravljamo in vsem ljudem dobre volje želimo, da razmišljajo in se pripravljajo na zadnje trenutke.